V Beltincih so predstavili program 33 dnevov evropske kulturne dediščine, ki bodo potekali med 23. septembrom in 7. oktobrom po 170 krajih v Sloveniji in v zamejstvu. Izpostaviti želijo dejstvo, da redka in dragocena tradicionalna znanja, spretnosti, obrti in poklici izginjajo, so pa ključnega pomena za to, da nas opredeljujejo in delajo edinstvene v svetu. Gostitelj slovesnega odprtja je občina Beltinci in župan Marko Virak je na tiskovni konferenci pred dogodkom povedal, da so pripravljeni z vsemi deležniki. Jaz verjamem, da se bo vsak, ki si bo ogledal tako to odprtje oziroma to dogajanje v Beltincih, kot seveda potem tudi vse tisto, kar sledi znotraj tedna, da bo prišel na svoj račun. Predvsem pa si želim, da bi morda tisti mladi, najmlajši, imeli možnost spoznati obrti, ki res nažalost izumirajo, ampak seveda so še vedno obrti, ki so pomembne in na katere se lahko zanašamo. In jaz verjamem, da se bodo ohranjale tudi na račun takih dogodkov in tudi na račun občine Beltinci si dejansko nekako dovolim izreči, kajti v občini Beltinci res maksimalno podpiramo vse tisto, kar je povezano z kulturno dediščino, pa tudi seveda z ostalo dediščino, ki sovpada. In verjamem torej, da se bodo udeleženci dobro počutili pri nas, da bodo lahko videli, kako so nekoč delali, kako so nekoč živeli in da bomo iz tega na koncu tudi izpeljali, da marsikatera nekako danost, ki nam je bila dana ali pa ki nam je dana, jo je potrebno ohranjati in seveda z njo živeti in pa tudi marsikatero vrednoto, ki so ti stare ali pa te stare obrti prinašali pa prinašajo, potegniti na plano in dejansko na podlagi teh vrednot potem poskušati živeti, kajti tudi na ta način ali pa na ta način še posebej bomo tudi družbo nekako zapeljali v tisto boljšo smer. Ob tem je Virak dodal, da bo dogodek zagotovo na takem nivoju, kot si ga zasluži. Jernej Hudolin, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine, je nadaljeval, da je potrebno narediti vse, da znanja in spretnosti prednikov ne potonejo v pozabo. Letošnje leto ali pa letošnja tema letošnjih evropskih dnevov kulturne dediščine so dragocena znanja, spretnosti in poklici. Jaz moram reči, da kadarkoli me pot zanese, pa naj si bo to tu sem v vaše kraje, v Prekmurje ali pa po drugih predelih Slovenije, jaz ne morem mimo tega, da ne bi preprosto opazil skozi stvari, ki jih opazujem, ki jih vsi opazujemo, koliko je tukaj v ljudeh, v generacijah pred nami bilo enega znanja, enih spretnosti, enih veščin, ki so jih morali najprej nekako pridobiti z opazovanjem iz narave, s poizkusi empirično, potem pa seveda iz roda v rod na nek smiseln način prenašati naprej. In se ob tem nehote, saj sam osebno vedno zdrznem ob tem, da moramo res narediti vse, da ta znanja, te spretnosti, te veščine predamo naprej. Zdaj za prodajanje naprej vsega tega vedno potrebujemo dve plati. Potrebuje nekoga, ki ta znanja ima in ki ima to sposobnost, to voljo, to žilico, da ta znanja potem tudi, da je sposoben učiti, da to rade volje predaja naprej in potem rabo nekoga, župan je prej omenil mladega, ki se je to pripravljen učiti. Ko to dvoje nekako združimo, potem smo uspeli. Potem se vse to prenese iz ene generacije v naslednjo generacijo. Hudolin pravi, da je optimist ne glede na to, da se zdi, da znanja in spretnosti izginjajo. Letošnje leto smo z dnevi nekje nadaljujemo tam, kjer smo lansko leto končali. Lansko leto, se verjetno spomnite, smo vztrajnostno iskali povezave v dediščini, naše skupne zgodbe preteklosti, kako so naši predniki živeli. Letošnje leto, skratka, kako so gradili, kakšne materiale in orodja so uporabljali. Letos se ob skupni evropski temi nesnovna kulturna dediščina pač posvečamo spoznavanju znanj, spretnosti, veščin. Z dogodki želijo izpostaviti, da so ta znanja in nesnovna kulturna dediščina dragocenosti, ki jih je potrebno negovati. Verjamemo v mlade, gradimo na mladih in smo prepričani, da je to prava pot. Jaz sem sam zelo hvaležen vsem sodelujočim,
ki so v tej bogato zajeti programski knjižnici tu pred vami z svojimi programi, ki bodo polnili te letošnje dneve evropske kulturne dediščine, ker ti prav vsak od teh sodelujočih je pomemben gradnik k ozaveščanju pomenu varovanja in pa ohranjanja naše kulturne dediščine. Pomembna, kot že parkrat danes povedano, ampak bom še enkrat, je izjemna zagnanost mladih in pa tudi najmlajših, ki z navdušenjem brskajo po tem našem bogatem izročilu, ga preizkušajo in poskušajo dediščine na ta način dati tudi nek svež pridih, nek neobremenjen pečat, če lahko to rečem. Posebej me veseli, da so letošnji dnevi tukaj v Beltincih, kjer smo skupaj pripravili celodnevni dogodek, ki bo, kot je bilo že povedano, bogat in zelo raznolik program. In pohvala pa res tudi organizatorjem dogodkov, brez njihovega entuzijazma že leta ne bi bilo takšne akcije, ki povezuje to našo skrb za kulturno dediščino. Direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport občine Beltinci Gabriela Kuzma je podrobneje predstavila dogodke, ki se bodo zvrstili na dan slovesnega odprtja Tedna evropske kulturne dediščine. Preko celega dneva v soboto se bodo razvrstili oziroma se bodo dogodili različni dogodki. Nekaj med njimi bo vodenih, imeli bomo tudi razstave in prikaze oziroma delavnice. Ob 17. na slovesnem odprtju pa bodo obiskovalci na odru po besedah Kuzma lahko pogledali. Ob 17. pa nas čaka kulturni program z glasbeni gosti Marko Banda. Predstavilo se nam bo kulturno-umetniško društvo Lipovci, kulturno društvo Lipa in naša osnovna šola Beltinci. Ves dan bodo obiskovalci lahko poskušali še stare tradicionalne jedi, kot sem že prej omenila, iz prosa, ki nam bojo jih skuhali kulturno-umetniško društvo Melinci. Vse podrobne informacije si lahko pogledate oziroma preberete v zgibanki na spletnih straneh občine Beltinci, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in na spletni strani Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci. Ob koncu predstavitve Tednov evropske kulturne dediščine je besedo povzela še Nataša Gorec, koordinatorka Dnevov evropske kulturne dediščine na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Naj povem, da so slovenski dnevi evropske kulturne dediščine in teden kulturne dediščine priložnost, da ljudje z našo pomočjo in kar je še pomembneje sami odkrivajo, kako pomembna vrednota je kulturna dediščina, da ni sama po sebi umevna, da je potrebno jo spoznavati, jo negovati. Tako se bo med 23. septembrom in 7. oktobrom zvrstilo kar po 170 krajih po vsej Sloveniji in v zamejstvu blizu 450 dogodkov, v pomurski regiji letos kar 70, kar nas po številu dogodkov na število prebivalcev že nekaj let zapored v evropskem prostoru uvršča v sam vrh 48 sodelujočih držav, ki so podpisnice Evropske kulturne konvencije. Na prvi pogled je to ena zelo enostavna statistika, vendar je v njo vloženo veliko truda, dela in predvsem entuzijazma vseh sooblikovalcev Dneva in Tedna kulturne dediščine. O tem govorijo rezultati, na katere smo zares zelo ponosni. Sodeluje blizu 500 organizacij, 25.000 otrok in mladih, 1500 mentorjev, prireditev privabi letno več kot 50.000 obiskovalcev. Poleg tega se letos kar 3 od 10 razpisanih projektov, ki jih v okviru Dne evropske kulturne dediščine financirata Svet Evrope in Evropska komisija, izvajajo prav v Sloveniji. To je v rokodelskem centru Duo Škofja Loka, v Zavodu Dobra pot iz Brkinov ter v društvu Hiša s festivalom sprehodov v Mariboru. Gre za to, da ima vsakdo priložnost, da izrazi svoj pogled na dediščino, kajti dediščina nastaja med ljudmi in zato je prav, da se tam tudi ohranja in s tem spodbujamo tudi k aktivnemu odnosu do kulturne dediščine.